Delali so ene poskuse še biodinamiki dolg nazaj z opazovanjem ptičev in so ugotovili, da tam, ker so ptiči na njivah, ki so onesnažene, da se ptiči začnejo čudno obnašati. Veste, da zdaj, ko ptiči začnejo trenirati, sem let, res je spektakularno, kako cela jata v enem trenutku zavije levo. Pa nič ne trčijo. Pa nikje oznake, zdaj bomo pa zavili levo. In jata so vedno, jaz se spomnim že kot otrok, ker v Vojvodini je to bilo tako možno gledati, to je neverjetno. Mislim, nikega letalskega mitinga, ki se da primerjati s tem, kaj ptiči lahko naredijo. Ampak opazili so, da takrat, ko je bolj onesnaženo okolje, ptiči počasi izgubljajo na pomoč te medsebojne komunikacije in te jate vse bolj čudno izgledajo. Tam, kjer je bilo največ onesnaženo in tam, kjer je bilo gensko spremenjenih poljščin, pa ptiči več sploh niso bili sposobni formirati jata in so celo izgubljali orientacijo, kaj je sever, pa kaj je jug. In to se verjetno dogaja tudi z drugim vrstam, ker malo poberete od tistih nerazložljivih masovnih pomorih ptičev, rib, kitov in podobnega. Potem so biodinamiki to razvijali in so ugotavljali, da strup ni samo strup, ki deluje na celico, to je valovanje, tako kot je vsaka zadeva valovanje in ta prebija tudi v druge sfere. Torej, naš kontakt s tistim, kot ptiči se ne morejo naravnati na neko svojo notranjo anteno, tako mi tudi zgubljamo možnost, da se naravnamo na tisti, kako rečem, da downloadamo iz tega softverja vse, kar potrebujemo. Mi smo vse bolj zgubljeni, smo piščančki v megli in potem ljudje res bluzijo, ne vejo več niti, kje je sever, kje je jug, po domače povedano v lastnem življenju in jih hitro potem nastupa. Tako da v tem smislu se mi zdi, ne gre to samo hočeš svojemu telesu, pa ne vem, anti-aging ali nekaj, ko malo splahneš trupov iz možganov, tudi misli delujejo drugače, veliko bolj jasno se postane, kako stvari funkcionirajo, z veliko manj napora dojemaš zadeve, ne govorim zdaj o tistih kognitivnih, da bom tudi lahko reševala ideje, ampak ti je veliko bolj jasno, kaj se dogaja in z veliko manj napora prihajaš do pravih informacij. Se pravi, Eko prehrano v parlamentu, obvezno.